Prvo let sem res treniral, pa trpel, ni bil rezultat. Po enem letu pa sem bil spet na visokem nivoju. Se pravi, da tisti je v tebi, kar si tudi 10 let pa 20 let nazaj delal, je v tebi. Po moje je iztekal na koloji dosti težji, ker pač sem tipični hribolaz, meni idealna je proga, 10 km klanca, isto kot zdaj v teku. Tukaj štartamo, na vrh je cilj. Sem tisto tekmo zmagal, sem dobil kuverto, na odru, prijem z odra dol, odprem kuverto, pogledam 5 zelen. Na svetovnih pa evropskih imam zdaj 11 nastopov. Ta teden, ja, najprej pust, potem Valentinovo in hkrati še pepelnica. No, zdaj smo že v postnem času, kaj vse se je dogajalo, ampak za vrhunec tega tedna sem si pripravil pač en poseben pogovor. Z mano je, prepoznali ste ga, kdo drug kot Miran Cvet. Miran, živijo. Živijo. Kakšne so temperature v Hrastniku? So bolj spomladanske kot zimske, ampak se ne pritožujem. Se pravi, ne maraš pred zime, ali kako? Mislim, zimo bi imel rad, če bi bila bela, pa tako, da je bil mrzel, pa sneg, pa sonce, to bi imel rad. Ne maram pa teh deževnih zim, to pa res ne maram. A poleg tega, da pač tečeš po snegu v copatih, tečeš tudi na smučkah slučajno? Ne, na smučkah pa ne tečem. Čeprav je bila to že od nekdaj moja velika želja, sem tukaj ravno ni bil pogoju, da bi se pa kam vozil na Roglo, pa tudi ni bil časa. Drugač pa imam željo, ja. To už pol, kaj v penzionu vprašam, kaj? Verjetno, ja. Ampak glede na to, kako si žilov, boš ti šel v tekaški penzion kdaj, čez enih 25 let? V tekaški? Nikoli. To pa težko rečem. Dokler bom lahko hodil, bom tekel tudi. Daj pa bo to pa težko rečem. Toliko, da, a ne, zdajle tvoja konkurenca, če tole posluša, ja, ne boste se ga še znebili, Miran Cvet bo še kar nekaj časa na sceni, ja, tisti, ki ste se zdajle priključili, pa ne veste, kdo je Miran Cvet, za božjo voljo. Pa to je človek iz Hrastnika, včasih so mu rekli hribolazec iz steklarne. Zakaj? Ker je bil eden najboljših amaterskih kolesarjev v Sloveniji, sigurno pa najboljši za uhrib. Pri 46 je zaradi prometne nesreče kolo zamenjal za copate in takrat ustvaril izjemno tekaško kariero. Tako je, večkratni državni prvak, gorski tekač leta, večkratni reprezentant, udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev, na domačih tleh pa je postal tudi veteranski svetovni prvak. Za sabo še vedno pušča pol mlajše konkurente in dokazuje, da leta niso ovira. Pred pol leta, še manj, pred 4 meseci na cesti tekel 10 v 33 minutah, zelo pred kratkim pa zmagal absolutno na srednji razdalji Knap Traila. Kam greš pa ta teden, Miran? Na tekmo? Ja, mogoče že, ali ne? Ne, tekem ta teden ni, ali pa ta mesec. Dobro, tudi v redu. Ali lahko še en mesec brez tekem, ja. Ja. Tako da verjetno nekaj se menimo, da bomo šli z družino za vikend, bomo šli nekam v hribe, verjetno. Je nekaj lepo vreme napovedano, tako da... Aha, je, bolj lepo vreme. Jaz sem videl neke kapljice, ampak ajde, to se bo že prekadilo. No, hodiš torej tudi rad v hribe, ne samo tečeš gorsko, kako? Ja, izredno rad grem takole z družino, da gremo, čeprav zdaj hčerka že ne hodi več z nami, da gremo jaz, žena pa sin, gremo skupaj v hribe, pa gor en čaj spijemo, pa kakšne pečenice, ali pa zelje, ali pa kakšne take enolončnice pojemo, pa se pa vrnemo v dolino, ne, saj ne morem skozi divjati, pa teč, ne, tudi treba včasih malo upočasniti. Se strinjam, jaz sem tudi svoje otroke gonil v hribe, zdaj počasi tudi že nekaj, ta mala, postara 15 let, pa v hribih noče več slišati, jo ne morem več prisiliti. Kdaj se je pri tebi to zgodilo, da se je začela upirati? Ja, bi tudi rekel tam 13-14 let, ne. Saj hčerke se prej začnejo, ne. Sin bi še kar hodil, ja. Sin je star 18 in mu ni problem.
No, to je fajn, jaz sem tudi rekel, fajn je imeti kakšnega kompanjona, ampak se rekel, bom nehal jih silati v hribe, ki bojo hitrejši od mene, zaenkrat še niso. Pri tebi se to pač težko zgodi, ali kako, ali je Poba tudi kaj pobral tvojih genov? Ja, neki, mislim, prav tekaški genov ni podedoval, je bolj po mamni strani, ampak po meni je podedoval tisto voljo do treninga, ne? Ker je treniral nogomet in imel zmeraj največjo voljo od vseh. Ne? Tudi to voljo po meni je podedoval, ampak zdaj tudi malo teče, pa s fitnessom se bal, tako da mislim, itak pa ni vse v tem, da bi bil zdaj ne vem kakšen tekač, ampak važno je ta zdrav način življenja športne, to je v prvem planu. Zdaj, ti boš rekel, kaj je najbolj pomembno pri vzgoji otrok, da se ukvarjajo s športom, najbrž ne samo genetika, pa talent in tako naprej, najbrž zgled staršev, kaj ti meniš? Zgled staršev je zelo pomemben. Jaz se spomnim, ko sem tukaj doma imel tak hišni fitness in že ko je bila hčerka stara, ne vem, 3-4 leta, izkuske za mene na fitness klub hodila, pa se rinila, pa sklece je hotela delati. Tako da izgled je kar pomemben, ja. Moje mnenje je, da pa zdaj, da bi jih pa silil v šport, ne, to pa sploh ne. Jaz sem rekel, zberita si vsak en šport, in hčerka je igrala košarko, sin je igral nogomet, po želji, ne. Nikoli nisem nobenega silil, niti na kolo, niti v tek. Tako da zdaj, ko je sin začel teči, se je čisto sam odločil. Je rekel, da bi z mano tekel in gremo skupaj. Imamo še enega sveta, evo, imamo na vidiku, pa da ga vidimo, če po fotru. Ti, Miran, si tudi pa kar zgodaj že začel kazati, pravijo tam zunaj, športni talent. Že v osnovni šoli se te ni dalo ustaviti na nekih vzdržljivostnih preizkušnjah. Ja, že odkar se spomnim, od prvega razreda, ko so imeli te razne krose, pa teke, pa sem bil zmeraj korak pred vsemi, ne. V 6. razredu osnovne šole sem šel pa kolesaril in že takoj na prvi dirki sem osvojil 2. mesto in pa se je to samo nadaljevalo. Pa so te kdaj stestirali, so rekli, joj, Cvet, ti pa imaš talent, tebe bomo pa dali, ti poslali na fakulteto za šport ali karkoli je že bilo, takrat tam zunaj, da ti malo zmerimo, pa laktat, pa mišična tkiva, pa tako naprej. Si se kdaj podvrgel tem testom kot kolesar potem kar dober? Takrat, jaz sem začel 81. O tem se ni niti vedel, mogoče so kje v Ameriki vedeli, tu v Sloveniji bo še, to je 40 let nazaj, ne, še več. Kasneje sem bil enkrat na enih testih, ker sem imel, ko sem bil na sistematskem pregledu, mi je zdravnica rekla, da imam nekaj, da je narobe s srcem, pa sem šel v Ljubljano na ene preglede, pa laktat meriti. Pa so ugotovili, da imam normalno športno srce, ne, ki se razlikuje pač od srca navadnega delavca, ne. In na sistematskem pregledu se je zdaj zdravnici čudno zdelo. Kakšen pa imaš recimo utrip v mirovanju, no? To me zanima. Po moje tam, zdajle ga imam recimo, ne vem, 50. Zjutraj, nisem pa imel nikoli tisti izredno nizek puls, koliko imajo nekateri, ki sem bral izpod 30. Imel sem tam recimo 40, zjutraj sem se zbudil, pa nisem imel nikoli ekstremno nizkega. No, saj pravijo, da ekstremno nizek srčni utrip ni v vseh primerih dobra stvar, lahko je tudi negativna, ampak ne bova razpravljala pač o kardiovaskularnih stanjih, ne. Še kakšno bova rekla o Miranu Cvetu kolesarju. Zdaj ti si rekel, ko si šel v te selekcije, ko si začel goniti specialko na cesti, kdaj si recimo potem zmagal si baje celo še v Jugoslaviji eno zanimivo prvenstvo, daj mi kaj več o tem povej. Ja, 81, ko sem začel, sem tekmoval pri pionirčkih, ne. Pa sem 2 leta bil pri pionirčkih, pa sem pa 83. sem bil pa mlajši mladinec. 84. pri mlajših mladincih sem na Livške Ravne, to je gor nad Kobaridom, sem postal državni prvak v gorski vožnji. Takrat sem premagal nepremagljivega Valterja Bonča, verjetno tisti, ki se pozna na kolesarstvu, ga pozna. Je bila to mala senzacija. Naslednje leto pri starejših mladincih, to govorim o državnem jugoslovanskem prvenstvu, sem pa zmagal na cestni dirki 110 kilometrov dolgi v Črnomlju, isto je bil drug Valter Bonča, tretji pa ne vem, po mojem je bil Boris Premužič. Premužič, ja, no.
Premagoval si, mislim, ti si premagoval kolesarje tiste zlate generacije 80-ih, mislim, noro. Ne? Zdaj, za njiju vemo, da ste potem nadaljevala v profesionalne vode na način, zakaj se Miran Cvet ni znašel v bok, rekel, na največjih dirkah in tako naprej. Ja, že ko sem, po moje, ko sem bil v prvem ali drugem letniku, sem me vabil v Krko. To je bila zdajšnja Adria, je bil čas Krka, ne, kolesarski klub. Ampak to je bil kar, ne vem, velik korak bi bil, da bi se zdaj preselil v Novo mesto, ne, pa bi dol hodil v šolo in tudi doma ni bila ne vem kakšna podpora in se pa za to nisem odločil. In kasneje ko sem končal pri starejših vadincih, sem šel pa v JLA, ne, so me pa poslali v Srbijo. Tako da sem bil praktično 1 leto brez treninga in ko sem se vrnil nazaj, pa se mi ni dal več trenirati. Tista 1-letna pavza je bila preveč. Sem pa našel druge izzive. Ja, mislim, kaj bi bilo, če bi Miran Cvet takrat zajadral v svet resnega kolesarstva in začel tekmovati, bom rekel. Si se kdaj spraševal, ti je bilo kdaj žal mogoče, da je mogel priti JLA, kaj bi lahko bil? Po moje, ne, ni mi žal. Res mi ni žal, zato ker vem, koliko tile zdaj raznoraga profesionalni kolesarji, tudi Roglič, Pogačar postali, koliko je to odrekanja, pa koliko je tukaj zadnji vsega tega skritega, kar mi ne vemo, pa skozi ti pregledi, pa doping kontrole, pa pa ko boš vzel, da ti ne bojo dobili na dopingu, tako da ne, ni mi žal. Res mi ni. Imaš prav, kako je pa to v tistih časih, da mi malo povej v 80-ih, ko si ti še tekmoval, pa med mladinci, pa starejši mladinci, pa tako naprej. Če primerjaš, mislim, to je bilo vse bolj sproščeno, tudi kolesa so bila bolj okorna, kako je bilo vse skupaj, primerjavi z danes, no vendarle je tega že, ne vem, 35 let. Ja, tako je bilo, tako kot si rekel, to je bilo vse bolj sproščeno, mislim, tu smo se pred štartom hecali, pa to, mislim, dirkali se je zares, ne. Ampak vse je bilo bolj sproščeno, ni bilo toliko tega v dopingu, pa tem se sploh takrat še ni govorili, niti se ni vedeli. Kolesa smo imeli vsi slaba, ne, tako da tehnologija je šla tukaj naprej. Mislim, da so bili čisto drugi časi. Pa tudi glede treninga, pa tega se tudi ni toliko vedeli. Sploh pa glede prehrane, ne, to je bilo pa, takrat smo pa res jedli žgance, pa zjeli brokoli. Vidiš, ne. Se pravi, neki lovorike si torej pri 20 pospravil v Maro in si rekel kolesu nasvidenje ali kako. Kaj si potem počel v svojih 20-ih recimo? Se ukvarjal s tem šihtom, z življenjem kot takim, se vženil, ne vem? Ja, tako sem rekel, pri 20-ih sem prišel iz JLA, pa sem pa malo tako v družbo padel, pa sem malo tako, predvsem na rokovske koncerte sem hodil veliko, pa tako kakšno pivo spil, tako da je bil kar zanimiv. Pa po diskoteki smo hodili veliko, pa sem pa spoznal svojo zdajšnjo partnerko, sem se pa umiril, ne. Pa sem pa si spet kolo kupil, tako da bi rekel, po 10 letih sem si spet kolo kupil, pa začel iz ničle trenirati. Kaj je bil povod, recimo, je bilo nekaj v tebi žilca, da rabiš to gibanje, ne vem, si se morda zredil, si ratov mlahal, je bil kakšen zunanji potisk, da je rekel, Miran, nekaj imaš, pet zagon, tale kolešček. Ja, to je bil itak poskus v meni, sem prej, ko sem imel te prijatelje, pa dolgo smo okoli vandrali, pač ni bilo te želje, pa sem se pa umiril, pa malo tako popoldne malo televizijo gledaš, z partnerko, pa sem pa kje, pa mi je ratalo dolgcet, ne, pa me pa še pregovarjala, pa si spet kupil kolo, ne. Ampak najbolj zanimivo je pa, da si po 10 letih si totalno na nuli, kot da ne bi nikoli trajal v kolesaru. To je zanimivo, no, saj to že mrkdo mi je rekel, ampak vseeno obstaja, boš rekel ja ali ne, neki mišični spomin, ko si začel goniti mesec, 2, si začel dobivati neke občutke nekdanje in tako naprej. Ali koliko časa je trajalo, da si dejansko spet začutil, jaz sem pa kolesar. Prvo leto sem res treniral, pa trpel, ni bil rezultatov. Po enem letu pa sem bil spet na visokem nivoju. Se pravi, da tisti je v tebi, kar si tudi 10 let, pa 20 let nazaj delal, je v tebi.
na pravem enem začetniki, ne, bi lahko ne vem koliko let treniral, pa ne bi prišel na isti nivo. Jaz sem v enem letu bil že na zelo visokem nivoju. Sem pa res treniral. Probleme s kilom pa nikoli nisem imel, tudi takrat, ko nisem treniral, mogoče sem imel 5 kil več, ko jih imam zdaj. Ne. Tako da teh problemov nisem imel. Se pravi, hočeš reči, genetika te je obdarila z dobrim metabolizmom, ki ne nalaga odvečne maščobe, z vzdržljivostjo, z eksplozivnostjo v klanec, mislim, ti si rekel, medicinski fenomen, kako hočem reči, malo se hecam, sicer, ampak vseeno, ne, so tvoji starši, stari starši, mogoče je kdo športov, je kdo kazal ta vzdržljivostni, ta športni navdih takrat, ali pa žilico? Ja, jaz mislim, da je pomembni stran, vsi moji bratranci pa sestrične, to so dali po Dolenjskem, večinoma doma, so bili isto v teh krosih, pa to so bili zmeri med boljšimi. Se pravi, da je pomembni stran, da smo pač, imamo genetiko ta pravo. Ampak ni bil pa noben. Ni pa takrat obeden tega športno pač negovo in tako naprej. Ti si najdel to žilico, no in ko si, kaj potem, pri 30-ih spet začel brcati pa poganjati kolo in ne vem, po tistem letu šel v klanec, si kaj, začel spet premagovati praktično profesionalce, kako je bilo takrat? Ne, pa sem začel udeleževati teh rekreativnih dirk na Rogla, Nanos, Krvavec, Vršič. Vršič sem po moje 5 let en za drugim zmagal. Pa tudi šel sem na državno profesionalno prvenstvo, sem na Pokljuko en let, sem bil tretji, od pač te spone sem večinoma dirkal. Čeprav te Franje, maratoni, pa to mi pa nikot ni vlekel. Ne? Zakaj ne? Zaradi gužve, zaradi preveč ravnine, ti boš klanc ali kako, taktike preveč tam? Pač sem tipični hribolaz, meni idealna je proga, ne vem, 10 km klanca, isto kot zdaj v teku. Tukaj štartamo, na vrh je cilj, to je meni pisano na kožo, taka proga. Ampak, no, ko si se vrnil, no, pa si dejansko začel na teh amaterskih zmagovati, jaz se pravim, ne poznam to kolesarstva, te je vse kdo začel špegati od zunaj, a so rekli, mah ti sprestr, s tabo se ne bomo ukvarjali, po drugi strani pa, vem, ti se Cvet je toliko dober, tretji bil med profesionalci, dajmo ga povabiti spet v kakšno ekipo. Ne, ni bilo teh kontaktov, ker itak je, nekako si seznanjen, itak je skozi preveč kolesarjev na tržišču, kakor bi jih lahko v klube vzeli. In pol iščejo mlade, do 20 let stare talente, ne, in niso me nikoli kontaktirali. Tako da, ko si enkrat 30, pa ni zdraven bil 10 let, tudi če premagaš kakšnega od unih, te ne jemljejo preveč resno. Ja, ne. No, ampak ti si v kolesu potem najdel, bom rekel, svoj popoldanski, bom rekel, odklop, tisto, kar si rabil za svoje telo in glavo, ali kako? Ja, pač, to je bil del tega, ne. Imela sva z ženo, to smo imeli zmeraj urejeno, pač jaz sem šel za tisto urico 2 na trening, je imela ono otroke, pa sem imel pa isto otroke, šla pa žena s prijateljicami na kavo ali pa ne vem. Tako da, te niso imeli nikoli problema. Zaradi treninga nikoli družina trpela tako. Ampak treniral si pa zato tudi, da si tekmoval, tekmovalna žilica pa vendarle ni šla s tebe, pač ko si šel na dirke, si videl, da si dober in te je gnalo na nove dirke, ali kako? Ja, pač izredno rad se bavim s športom, to je definitivno. In tudi, če ne bi bil dirk, jaz bi zdaj isto treniral, kot zdaj treniram. Tudi takrat, ko je bila korona tisto leto, jaz sem treniral isto. Pač rad imam šport, rad grem teč, še kar veliko kolesarjem, grem pa rad tudi na dirko, to je pa sigurno. Ti pomenijo zmage, no še nazaj v kolesarstvo, ko si zmagoval, potem, ko si drugič prišel zraven, ti zmage pomenijo, so ti motivacija, ali je pač to samo, bom rekel, češnja na torti, pomembno ti je pač, ne vem, da daš vse od sebe, da ne vem, ko podreš kakšen rekord, da sam sebe premagaš. Kako pomembne so ti zmage kot take? Takrat v prvih letih so bile zmage res pomembne. Misliš, ko si zmagal, da si bil, pa ko si malo star, imaš pa pol druge vidike. Zdaj rečemo, grem na tekmo, nekako takšno tekmo, ko še nisem bil, pa najbolj mi je to zanimivo, da pol v cilju se malo podružimo, pa malo pogovorimo, pa tudi, če zmagaš ali si drug, tretji,
nam rekel, da mi vse in rad zmagam, ampak zdaj, ki si malo stari, malo drugače gledam te stvari. Predvsem druženje. Ampak takrat, ko si, se pravi, dejansko si ti 15 let, med 30 in 45 letom, si bil predvsem na kolesu, ali si se že takrat kdaj, bo rekel, zapodil tudi brez kolesa v hrib ali pa po cesti? Ne, site včasih so bili treningi, ne, od februarja do novembra se kolesarili, pozimi se je pa tekli, ne. Tudi jaz sem že tekel cel življenje, tečem, ampak predvsem 3 mesece pozimi smo tekli, ne. In sem vedel, da dobro tečem. Imel sem tudi dosti prijateljev, ki je šlo s kolesarstva v tek, ne. Pa so me vabili, pet zraven bomo šli na Ljubljanski maraton. Pa sem si rekel, jaz ne bom nikoli šel na Ljubljanski maraton. Evo, pa sem bil zdaj že dvakrat. Od tega zarečenega kruha smo vsi že toliko požrali, ja. Pa še nekaj bomo. No, ampak potem, silom prilike oziroma spletu nesrečnih okoliščin, pa si pristal v teku, čeprav si mislil, da nikoli ne boš. Kaj se je pravzaprav zgodilo 10 let nazaj? Ja, zdajle, naslednji mesec, 31. marca, bo točno 10 let, ko sem imel v Litiji nesrečo. En šofer me izbil, sem se kar grdo poškodoval, no, mislim, ni bil nič zlomljen, ampak imel sem obraz razbit, pa vratna vretenca malo zamaknjena. Tako da sem pač en mesec nisem nič, pa sem začel pa malo teči. Pa me pa en prijatelj povabil, če gremo v Celje, se reče zraven Celjske koče, en hrib Grmada, če gremo na tisto Grmado teči. Pa sem rekel, no, pa pojmo. In pa sem pa gor tisto Grmado zmagal, pa popravil rekord, ko je imel Simon Alič. Simon Alič je bil pa tista leta med špica slovenskih gorskih tekačev, čeprav se mi ga poznamo še kot kolesarje, ker smo tudi skupaj kolesarili. Takrat, ko sem njegov rekord popravil, sem pa videl, da sem pa tam nekaj zraven. In takrat sem pol dobil veselje. Praviš torej, na prvo dirko, na katero si šel, si vzel Aličev rekord. Pa en mesec si samo tekel, zares tekel pred tem. Ja, saj sem dosti bil takrat, mislim, sej to gorski tek, ne prav gorski tek po kolesarstvu. Če si dober kolesar v klanc, boš tudi v klanc dober tek. To je sigurno. Zdaj, koliko pa poznaš morda, ampak kontra pa ni temu tako, boš rekel, gorski tekači, ki bi pa hotel potem presedlati na kolo, pa ne bi imeli toliko lahkega dela. Kaj meniš? Po moje je iz teka na kolo je dosti težji, ne, ker sigurno je dosti težji. Sploh ravninski tek je čisto nekaj drugega. Ker je tudi kolesarstvo, bo še vsem tehnično močkaj bolj zahteven šport kot tek, vendarle obvladuješ zraven še, pa rekel, en drug kos, ki nisem tvoje telo. Ja, pri teku, sploh v klancu se zapodiš v tisti breg, ko je tekma, pač kakor gre. Pri kolesarstvu je pa malo drugačno. Je pa že malo taktike, pa zavetrje, pa kakšen prenos boš zbral, pa da ne boš s pretežkim šel, pa kdaj boš vstal, pa kdaj boš sedel, pa kdaj boš pospešil, ne. Pri teku gorskem je pa samo skozi od štarta do cilja si skozi napolnjen, ne. Pri kolesarstvu vmes pa se malo spočiješ, pa malo zavetrje, pa konkurente pogledaš, tako da je čisto nekaj drugega. Si kdaj v teku po tisto progo, ki si jo prej prekolesaril, recimo Vršič ali pa kaj podobnega, ja, isto s kolesom in z nogami potem primerjal čase in odseke in tako naprej? Ja, leta nazaj je bila tudi tekaška tekma na Vršič. Točno leta do vrha, ne. Vmes je dosti ravnina in mislim, da sem tekel 49 minut. Kolesaril sem pa 33. Za primerjavo, spoštovani Ja. in spoštovane. Tam zunaj, toliko da veste, ja. Večina vas tudi v 49 minutah na prvi kolesar gor, toliko da veste. Koliko je pa rekord? Saj sploh ne vem, koliko je rekord na Vršič. Po moje zdaj 31 pa pol, ali tam nekje, ne vem zdajle. Po moje tam nekje. To je te uradno zmerjanje, čeprav govorijo, da je pa Pogačar je šel pa že tudi 29. Ampak to govorim, ta uradno zmerjen čas na tek. 33. Če bi te zdajle posadil na kolo, pa te poslal na Vršič, recimo sredi sezone, ko boš v formi, kaj bi pa zdaj odpeljal?
Ja, mislim, da 2 leti nazaj me neki pičil, sem šel, grem pa Vršič odpeljat. Pa sem šel 35 minut, ne. Tako da sem bil kar zadovoljen, 2 minute slabih v ta boljših cajtih, s tem, da nisem bil toliko na kolesu, ne, ker saj tako fizično sem pripravljen, samo mogel bi biti več na kolesu, da dobiš tiste obrate v noge pa tisto kolesarsko moč. No, leta 2014, spoštovani, spoštovane, se je začela tekaška kariera Mirana Cveta, takrat je bil star 46 let, ja. Zdaj, kdo bi rekel, lepo za rekreativca, ne, kakšen drug bi pa rekel, kaj, potem je takoj postal državni prvak, pa šel na svetovno pa evropsko, kaj se dogaja, ne. Ampak ja, to je vzpon potem na gorsko-tekaških prireditvah in nasploh je bil res kar meteorski, no, kako si ti doživljal recimo leto 14 pa 15, ko te recimo še ni poznala, bom rekel, vsa scena, potem te je spoznala. Ja, tako kot sem rekel, tisto let prvič sem šel na to Grmado, ko sem rekord postavil, pol sem se pa prijavil na Ratitovec, to je pa izredno priznan slovenski tek, ki je tudi štel za državno prvenstvo. Pa sem se prijavil, pač isto s prijateljem smo se prijavili in jaz v bistvu sploh nisem točno vedel, kako bi tekel, ne, v tune najhujše strmine. A bi tekel ali bi hodil, pa sem rekel, ker jaz pa zmeraj pred tekmo malo tako razmišljam, kako bom se lotil stvari, ne. Pa sem rekel, nič, bom pa videl, kako bojo ostali, ali bojo hodili, če bojo hodili, bom jaz hodil. Res, sploh nisem vedel, kako bi tekel ali bi hodil in pač sem pol tisti Ratitovec zmagal, ne. In tisti let sem pol zmagal še izbirno tekmo, pa krvavec sem zmagal, mislim, da so vse te najpomembnejše tekme v Sloveniji zmagal tisto leto, to je bilo 2014. No, zdaj pa povej, kako so pa pač vsi tisti uveljavljeni gorski tekači, ki so pač prej obvladovali sceno, zdaj gledali na tebe, novinca. Tisti, ki je spremljal mogoče kolesarstvo, kdaj je kolesaril, je morda že vedel, kdo si, ostali so debelo gledali, pride en 46-letnik, a ne, pa pomete vse za šalo, a ne, čakamo, zdaj so rekli, kje je ta vesoljc, a ne, pa kje je ta treniral na skrivaj, pa kaj je pojedel, pa kdo je on, a ne, kaj se je dogajalo, ti, kdo ki je rekel takrat, oziroma so prihajali do tebe pa rekli, Miran Cvet, ti pa si petarda, mislim, kaj je tvoja skrivnost? Ja, mislim, ta gorska kolesarska družba je, bi rekel, to je kar ena taka družba, lahko tudi, saj verjetno je že to kdo omenil, to smo, tudi kasneje smo bili, to so prav taka klapa, prijatelji, kakor sem jaz opazil, nobene zavisti, tako da prišel kdo do mene, itak nekateri so me že poznali, tako da v bistvu res to je ena taka klapa, gorski tekači, dočim kolesarji, pa da ne bom kaj narobe rekel, to je pa čisto, govorim rekreacija, ne profiče, to je pa čisto en drugi svet. To so pa večinoma, no, da ne bom kaj narobe rekel. Sem tu že šel kakšno zgodbico, imaš kaj bolj mogoče kompetitivni, zagrizeni pa tako naprej, ja, okej, če so že pri tem, pa pri tem ostanova. Se pravi, tebe so pač, mislim, posvojili, kaj so rekli, kaj je rekel, ne vem, Šarf takrat, kaj je rekla zveza, ko je v letu, pa vse pobral, Prišlek, novodošli, a ne, pa se je kvalificiral, pobral prvenstvo, pa pokale in tako naprej. Ja, nikoli ne bom pozabil, pol sem pa tisto leto, smo šli v Italijo na svetovno prvenstvo, v Casete di Massa, itak, da nisem vedel, koliko lahko pričakujem, ampak pač zato, ker sem bil tukaj ta boljši, ne, sem se tam zagnal, prvi kilometer sem mislil, saj to bom že. In pol me je toliko zabilo, da so vsi ti slovenski tekači, nekateri so bili pred mano, ko nikoli prej in nikoli kasneje niso bili pred mano. Toliko me je zabilo. Nikoli ne bom pozabil, pa čeprav je 10 let, je Tomo Šarf po tekmi mi rekel, vidiš, lahko si ta prvi na vasi, prideš pa vmes, je pa čisto nekaj drugega. Točno tako je. Ampak to je dobrohotno bi rekel, ne zdaj, da je kaj slabega. No, ampak vseeno si malo vzel k srcu, pa si rekel, no, naslednjič bomo pa drugače tole naredili. Na katerem prvenstvu si bil potem najboljši Slovenec? Je bil sem naslednje leto najboljši na Madeiri sem bil, na evropskem, pa na svetovnem v Separavi bani, to je bil pa po moje za mene osebno najboljši rezultat. Bilo nas je, bi rekel, 150, pa sem osvojil, mislim, da 27. mesto, mislim, to je bil za mene vrhunec.
poleg 21. mesta na Evropskem prvenstvu 2017 na Veliki planini v Sloveniji. No, tisto svetovno prvenstvo je bilo pa menda, tudi kar se, bom rekel, vzdušja tiče, pač pa domač teren, pa vse skupaj res nekaj posebnega, no, da se je še tistim, ki so progledali, malo ježila koža, kako si ti enkrat nekje dejal. Ja, mislim, to je bil Evropsko prvenstvo na Veliko planino. Tako. 2017 je bil, ker na Veliko planino je bil 10 let nazaj bil svetovno. 2017 je bil pa Evropsko. In to je bilo res enkratno vzdušje, tudi neki Krasničani je prišli navijati za mene, pa komplet moja družina je bila gor, tako da res je bil pa še moj klub je to organiziral, ne, KGT Papež, bi rekel, to je bil vrhunec moje kariere. Pa tudi od tega, ko sem kar za 49-letnika 21. mesto v Evropi, mogoče bi kdo mislil, saj kaj, če ni medalja, ni nič, ampak ki sem bil izredno zadovoljen. A je bil kdo starejši pred tabo? Najbrž ne. Ne. Tudi podrazne, ne. No, kako pa, mislim, ko greš takole v tujino, na ta prvenstva, pa se plasiraš, pa te tam kdo povpraša, pa ti da klobuk dol, a ne, tam so sami 25-30-letniki, uleti tle en 50-letnik, pa reče, ko je fantje, a ste v redu, a vas kaj boli, reče ti, pa si, a ne, keralca, ne, kako ti uspeva? Ja, zdaj da opažam zadnja leta, ja, kar en tak spoštovanje. Sploh, ko priješ v Italijo, ko pridem, me zelo miran, tako. Italijani so itak poznavalci gorskega teka, točno vejo, s kje prihajam, koliko sem star, kakšne rezultate imam in čutim, da je en spoštovanje. Zanimivo, boš rekel, da pa tako, to zdaj čist malo tipam v temo, ampak vseeno, ne, ali je v tujini morda, ki je več spoštovanja, bom rekel, dosežkom, ki je dosežen športnik, bom rekel, v letih, ko mu kdo ne bi dal, kot pa moče na domačih tleh? Ja, bi kar rekel, da je tudi zdaj, ne vem, svetovni prvak v gorskem maratonu, Mitja Kosovel, ne vem, koliko je znano, mislim. Bil sem zraven, ko ga je osvojil v Baški Grapi leta 2011, ja. Tako da on je bil itak v tujini, pa še zdaj, po 10 letih, če gremo v Italijo, še kar za njega sprašuje. On je bil v Italiji legenda, mislim, še kar je legenda, veliko večja kot v Sloveniji. Tako da pač oni znajo bolj ceniti. Zanimivo, ja, vidiš, ne, kljub temu, da vsi pravijo, da je ta šport malo za rekreacijo, pa ga noben resno ne jemlje, temu ni tako, greš samo če malce zmejo, no, pa se tam da tudi denar zaslužiti. Si kdaj v teku uspel kakšen evro tudi zaslužiti, ali je vse skupaj pač bolj strošek, kaj ne? Ja, se je kar dal kak evro dobiti, čeprav zdaj malo manj, ne, ker so pač malo slabši rezultati. Takrat sem pa se je dal. Ampak itak to ne delam za denar, delam zaradi veselja. No, nikoli pozabil, enkrat sem šel na eno tekmo v Avstrijo, sem pisal, da je Geld Prize, denarne nagrade, ni pa nič pisal znesek, ne. In sem tisto tekmo zmagal, sem dobil kuverto, na odru, pridem z odra dol, odprem kuverto, pogledam 5 zelenih, 500 evrov. Nisem mogel verjeti, sem šel nižji od koče, tam, ki je bil cilj, sem se sedel na kamen, to je res. Sem se sedel na kamen, pa sem ven vzel, pa sem gledal, če je to možno, sem dobil na eni kmečki tekmi 500 evrov. In si še kdaj šel na tisto tekmo? Ne, pa je bil pa skozi neki, so kar nekaj predstavljali, pa bo vsebino naslednji let, pa se je organizator zamenjal, tako da nisem pa več šel. Bravo, zanimivo. No, mislim, ampak boš rekel, da je vršitek ta denar, ki si ga zaslužil, si pač porabil za pač tisto, kar te kač rabi, za opremo, za štartnine, za pač potne stroške, ni da ni. Ja, pač porabiš ta denar, ko ga dobiš, itak gre, ne. Pa saj tudi, če ne bi dobil pač, čeprav zdaj te zadnja leta, ko hodim bolj na trejle, dobim pa veliko copat za nagrado, ne. Kaški copat, tako da bi rekel, da sem tudi one sponzorke, ko dobim pa te copate za nagrado, mi sploh ni treba copat kupati. Pa ponosiš vse te copate, ki nagrade dobiš, tudi če so kakšne znamke, ki ti mogoče ne sedejo? Ne, vse porabim, ker te gre ogromno copat, ker če ne menjaš copate redno, to pride takoj do poškodb, pa tudi treba menjati pa obračati.
danes tečeš v teh, jutri v unih, tudi bi rekel, da imam zdaj na 6 parov v obtoku, ne. Plus, da imam še dvoje za tekmo. No, kaj, no, ja, če so pri copatih, na katere copate pa prisega Miran Cvet? Zdaj 3 leta tečem na Skotu. Dobim sponzorske 2-3 para na let, tako da v njih tečem. Itak pa nisem tukaj zahteven, sem že tekel tudi v raznih, vse firme, Nikeove, Adidas. Tako da meni, bi rekel, ne delam razlik. Mi vse sedejo. Katere imaš pa za na cesto, recimo za eno hitro desetko? Imam pa isto Skotove karbonske, tu so Aha, ti ustrezajo. podobne kune Nikeove karbonske, mogoče so malo slabi, ampak isto imam Skotove. So sponzorji našli tebe ali si pač ti koga mogel pocukati za rokav? Jaz sem bolj tak zdržan, mislim, nisem nikoli silil pa spraševal pa prošnje pisal, tako da v bistvu so oni mene kontaktirali. En prijatelj me je kontaktiral, pa mi je pa on prek Skota, tako da to je to. Tako da sponzorji zunaj, ki hočete imeti enega, bom rekel, izkušenega tekača, ja, za na plakat, evo, tle imate Mirana Cveta, vam ga predlagam, kontaktirajte ga, on nima časa klicati okrog, a ne, pa on mora trenirati, mora poskrbeti za rezultate, pokontaktirajte ga, bom vmes dal številko, pa mu lahko kaj ponudite. Ja, zdaj pa sploh, a ne, ko se pripravljaš, na katero veliko tekmo se pripravljaš, recimo, kaj je letos na koledarju, kam si zdaj usmeril svoj pogled? Jaz zdaj njim pač treniram, zdaj ne vem, Evropsko prvenstvo v Franciji nisem po moje težko, če bom še zraven v ekip, no. Pač mladi prehajajo. Tako da zdaj zadnje leta bolj te traile tečem, tako da imam izzive, mogoče en letos ali pa drugi, da bi se na Ljubljanskega za 42 pripravil, čeprav bo kar težko, ne. Ampak izzivu ne manjka, no. Predvsem pa, da bi bil zdrav, pa da bi lahko se športom bavil. Skromen si, ja, res si skromen, Miran, vsi pravijo, ja, da pač človek, ki pridno dela, ki se nikoli ne hvali, ali pa sebe naprej meče, pride pa pač vse pomete. Zdaj mi povej, sigurno nimaš preštetih vseh svojih zmag, ali pač? Ne, nimam. Ne vem, težko bi rekel. Kam odlagaš pol vse te medalje, pokale in priznanja in vse to? Ja, v kolesarskem klubu so one 3 vitrine polne, v kleti imam ene 5-6 škatel. Pa tukaj najbolj pomembnejše imam pa mogoče tukaj doma v vitrini. Tega lahko je bilo toliko, da čeprav zanimivo, ne, ko sem bil pa pionirček, pa če bi meni rekel, dobiš za nagrado 200 € ali pa pokal, bi se odločil za pokal. Takrat če si dobil pokal, to bi rekel, da bi šel še spat z njim. Kako katastrofa. Zdaj se ti pa prah nabira na njih, ja. Kdaj greš recimo potem v klet pobrskati v tistih škatlah, pa obujati spomine? Ne, če sem že tako nostalgičen, raje vzamem one zvezke, ko imam zapiske treningov po tekmi, pa malo pobrskam, si bil na tej tekmi, ne. Raje tam vidim, na kateri tekmi sem bil, pa kako je bilo, pa da bi vzel klet, šel pa tiste pokale prelagal. Plehe prešlepati, imaš prav. Se pravi, še vedno torej vodiš dnevnik ali kako svojih in treningov, tekov, nastopov? Ja, od 81, ko sem začel, imam vse treninge napisane, lahko zdajle povem bilo kjer dan. To je pa predvsem zaradi tega, da vidim, če mi kdaj kakšna tekma uspela, da vidim, ko sem en mesec prej delal, pa zadnji teden, pa za lastno evidenco. V glavnem, več kot 40 let treninga je v zvezkih. Bravo, bravo. Koliko zvezkov pa to je, za božjo voljo, Miran? Ja, jih je kar en lep kup. Čeprav me zdaj malo nagovarja, da bi se to na Stravo dal, pa na računalnik, sem ne vem, meni je nekaj lažje, da vzamem zvezek, pa prebijaš. Mogoče pač imam svoj pogled. Veš, zakaj hočejo, da greš na Stravo? Zato, ker hočejo videti, kako treniraš, a ne? Ker hočejo ugotoviti, kaj je tvoja skrivnost. Ampak, dajva reči,
imaš še zmeri ta protokol, da en dan počivaš, pa 6 treniraš, a si zdaj spremenil vse skupaj? Ja, sistem je tak, da v ponedeljkih počivam, ampak zadnje čase imam več časa, pa tudi v ponedeljek se malo s kolesom zapeljem, tudi da se peljem malo za dušo, tako da v bistvu to že ni trening. Malo taka rekreativna vožnja. Sicer pa, dajva orisati en tvoj tipičen treninški teden, no, zdaj pa to pa že mene zanima, ne. Ponedeljek, okej, regeneracijska vožnja, kaj pa vse ostalo? Zdaj, teki v klanec, intervali, kaj počneš, da vzdržuješ in buildaš formo? Ja, to je zdaj čisto odvisno, je to med zimo ali polet, ko so tekme, ne, to je zdaj pol čisto No, pa čisto drugačen tip. zdajle zdima, pa rečva zdajle, kako bi zdajle to izgledalo, oziroma izgleda. Ja, zdajle predvsem delam dolge teke, pa veliko tečem v klanec, ne, pa kakšne take krajše šprinte delam, tudi da naredim 200-ke delam na stadionu, da razbijam hitrost. Pol kasneje bom pa začel malo več intervalov delati, 2 do 3-krat na teden, tako po 6 minut v klanec, pa ravninske kilometre, 6-krat 1 kilometer. Tudi če si gorski tekač, rabiš vseeno dosti ravnine delati, ne, da pol, ker v gorskih tekih je tudi vmes kak ravni odsek, da te pol vsi ne prehitijo, ne. Tako da, ja. Nabereš koliko? 70, 80, 100 kilometrov na teden? Ja, lani sem jih pretekel blizu 4000, zdaj pozimi malo več na teden, poleti malo manj. To je kar, višinske metre tudi nekako znaš oceniti? Ja, bi rekel, da kar ene 100 000 višinskih metrov je sigurno, če ne več. Bi mogel tam malo zvezek pobirati. Sigurno 100 000, ja. No, to je, mislim, ja, to pač vendarle moraš narediti, če hočeš biti gorski tekač, če hočeš biti ravninski tekač. Zdaj, rekel si, kratke, eksplozivne, navzgor so tvoja specialnost. Kaj pa gor dol spusti, recimo to ti ne diši, ali kako? Spusti mi ne ležijo, pa tudi te tekme ali pa traili gor dol, tu mi ravno zaradi spusta ne ležijo, čeprav jih pa izredno rad tečem. Se mi zdi, zadnja leta so mi ti gor dol tekme celo bolj všeč, ko sem v gor. Čeprav niso moja močnejša stran, ampak tudi ta Šmarna gora mi je, bi rekel, najljubša tekma. Imaš 3 kar konkretne spuste, ampak pač izredno rad tečem čutno navzdol, čeprav nisem najhitrejši, pa pol 3 dni noge bolijo, da ne moreš po stopnicah, ampak to se vse pozabi. A mi je Aleš Žontar nekoč razlagal, ja, da te je poskušal ujeti, je rekel, na klanec dol, baje ni tako dober, je rekel, pa nisem imel šans, ko je zavohal, da sem mu na petah, je začel šprintati, kot da mu je za življenje in ga nisem več ujel, tako da si strah in trepet očitno še tam trelašal gorskih tekačev in vseh ostalih. Prej sem te vprašal, koliko imaš zmag, koliko imaš pa nastopov na svetovnih prvenstvih, to pa veš. Na svetovnih pa evropskih imam zdaj 11 nastopov. S tem, da vmes, ki je bila korona, 2 leti ni bilo nič. Si bil kar konsistenten. Ja, si bil kar, praktično nisi zamudil velikega tekmovanja od leta 2014 naprej, ali kako? Ne, na vseh sem bil, edino enkrat sem bil poškodovan, pa tisti let, ki je bila korona, 2 leti ni bilo svetovnih pa evropskih, drugače sem bil pa na vseh, ja. Mislim, to je pa lepo, če si kar skozi standardni član reprezentance, čeprav si se vsakič mogel na neki izbirni tekmi pač potruditi in potrditi svoje mesto, ne? Ja, sigurno, saj noben nastop mi ni bil podarjen, sem se vsak let priboril, nastope v reprezentanci, nastopi na teh domačih tekmah sem si jih priboril, na izbirnih sem bil zmeraj prvi, drugi, tretji, tako da mi ni bilo nič podarjeno, da bi si rekel pač, dajmo v reprezentanco, saj vse sem si priboril, pošteno. Zdaj, če pobrskaš po spominu, poleg pač že prej omenjenega evropskega prvenstva na Veliki planini domačega, jasno, katera prvenstva so ti še ostala v spominu, tako da so bila kaj posebnega, da so bila eksotična, da je se kaj takega zgodilo, kar ti je res bo za zmeraj ostalo nekaj zapisano v glavi? Ja, meni so bila vsa prvenstva zanimiva, ta domač evropska Velika planina tudi, ampak če bi mogel izbirati najljubšega, mi bil pa svetovno prvenstvo v Argentini, smo bili pa 2019, pa težko razložim, zakaj, ampak ne vem, ta država mi je bila pa tukaj interesantna, da res je bilo vrhunsko.
Ste nekaj časa prej prišli dol, ne, zaradi klimatizacije, pa ste se že malo gledali, pa malo tekali tam, ali tako. Ja, to je bila pa ena zanimiva dogodivščina. Šli smo, vse skupaj smo videli 10 dni, ne. In prvi dan smo šli z avionom do Rima, pa iz Rima v Buenos Aires. Pa tam v Buenos Airesu čakamo na naslednji avion, mislim, da je bil za 3-4 ure čakati, pa vidimo tam ene novinarje, pa kameramane neki po letališču sem pa kje tečejo. Pa sem si hecel, po moje pa štrajkajo. Ni bilo pol ure, pride, ne vem, da je bil naš vodja takrat, pride, fantje, nič ne bo, čez noč bomo na letališču, piloti štrajkajo, to je resničen dogodek. Tako da z nami je bil pa tudi Jonathan Wyatt, je bil pa takrat predsednik te svetovne zveze tekaške, pa je šel kje, pa je rekel, ne morem zdaj, mi gremo na svetovnega tukaj spati na letališču. Tako da so nas posebej pelali, nas pa Italijane, se mi zdi, v sred Buenos Airesa v en hotel, da smo tam prespali zjutraj pa nazaj, je bil po konc te stavke, pa smo šli pa naprej z avionom v Bariloche. Tako da mislim, da smo v ponedeljek štartali iz Ljubljane, v sredo smo prišli pa na prizorišče. Dirka je bila pa kdaj, v soboto, nedeljo? Mislim, da je bila petka ali sobota. Petka, sobota, ja. No, se še dobro, da ste še toliko zgodili, ja, da niste vsega zamudili. No, nazaj ste šli malo hitreje, menda pol. Kaj pa pokrajina sama, te pokrajina tudi navdušila? Gost morda, ki je drugačen kot naš? Ja, to sem bil tam v Patagoniji. To je bilo izredno lepa pokrajina, res tih hribi, pa jezeri, pa res izredno lepa pokrajina. Pa tudi, ki si prišel v ta mest, bi rekel, je bil kot takem, če gledaš kak western film, so tiste ameriške, tiste vasi, tiste mesta. Prav en tak poseben stil, ko je izredno lepo res. Kje je naslednjo svetovno prvenstvo? Ti sigurno že veš. Ja, to je pa 2025, je pa svetovno prvenstvo v Španiji, v Pirenejih. Aha, Pireneje, tam si gotovo tudi že bil, ne, pa že kaj tekljal na kakšni drugi tekmi. Ne, v Pirenejih pa še nisem bil. To, Ne, jaz sem bil v Andori, se opravičujem. To, seveda si bil, pa že toliko let nazaj je, da si že pozabil, ja. Tako. Smo bili na svetovnem prvenstvu v Andori. Mislim, ja, se pravi, koliko, se pravi, rekel si 11 nastopov imaš, ne, na svetovnih evropskih prvenstvih. Ok, 11 je taka smešna številka, 12 je lepša, 13 še boljša, kakorkoli. Izbirna tekma za evropsko je kje letos? Ja, letos, včasih je bilo prav izbirna. Prvi 4, ki so na izbirni, grejo na svetovno ali pa na evropsko. Zdaj pa to malo drugačne, ker mislim, da je zdaj bolj pošten, ker včasih je bil kdo poškodovan, pa ni prišel na izbirno in ni bil v ekipi, čeprav je bil najboljši, ne. Zdaj so pa 2-3 pregledne tekme in bojo pač glede na tiste pregledne tekme, pa lanske rezultate, bojo pač izbrali ekipo. Ker cilj je pa to, da bi šla ekipa tja taka, da se lahko uvrstiš v prvo polovico. In tako, kot sem že rekel, letos po moje me ne bo več zraven, so pa želih tam na meji polovico ali pa malo slabi. Kdo pa so zdajle, rekel, tisti, ki jih sam smatraš za najboljše slovenske gorske tekače? Ja, glede na lansko sezono je bil na prvem mestu Timotej Bečan, moj dober prijatelj. Tesno za petami mu je bil že Klemen Španik, tako da za letos ne bom nič rekel, ker Klemen je zelo mlad, tako da bo vsak let zelo napredoval. Se pravi, Bečan, Španring. Pa že počasi cveta, kako, ja. Kovačič je tudi dober, ne samo Luka? pač on ima pač druge tekme, ne, tiste. No, fantje, slišite tam zunaj, a ne? Svet bo šel spet na evropsko, če se ne boste pomatrali, mladina, jej. No, sej, zdajle si mi Timoteja Bečana omenil, nikoli ne bom pozabil, tisti posnetek sem večkrat pogledal, Retitovec 2019, ja. Tega je zdaj 5 let, ampak tekma je šla v anale, na milimetre je šlo, no, oziroma na metre na konca, ne. Sta šprintala v cilj in to v klanec na vrh Retitovca, to je neverjetno. Daj mi malo piš tisto dirko, ker me zanima vse, kar se je dogajalo. Ja, takrat smo pa še, mislim, on je točno vedel, proga narediti se od začetka ravninska, po
med progo imaš tudi ene dva spusta, pa neke ravnine. In on je točno vedel, da mora na ravninskih delih pa na spustih mora čim več pridobiti proti meni. Jaz sem pa točno vedel, da moram pa na strmih sponih čim več proti njem pridobiti. Ne. Tudi bi rekel, da je na polovici poti, ki je bil še dosti tega, je bil že minuto pred mano. Od polovice naprej pa samo še klanc in sem ga skozi lovil, tako da sem ga na 2 kilometra pred ciljem ulovil. Itak smo pa že pol oba dva čisto na limiti in tako da, če bi kdo rekel pred tekmo, da je možno narediti, da se tekmo odloči šprinti, bi rekel, to je nemogoče. Ampak smo izredno dober prijatelj, ampak na tekmi ne bi dal ne on meni, ne jaz njem 1 sekunde, smo se pošteno borila, po tekmi smo pa spet prijatelji. To je to. Ja, se spomnim tistih posnetkov, pa pol izjav in tako naprej. Kljub temu, da sta bila oba dva na tleh, se sorazmerno hitro pobrala, pa bila koherentna, res neverjetno. Jaz bi po mojem še 2 dni bruhal po takem naporu, če bi mogel takole šprintati. Sem šel na tek na Ratitovec leta nazaj, 2-krat, mislim, da je bil še štart na tej strani, na Soriški strani. Zdaj je, mislim, da v Prtovču, a kje tam dol nekje, ali celo še nižje v dolini. Ja, ta glavna tekma je štart v Železnikih. Gor v Prtovču je pa štart za mladince, pa za Točno, ja. štart za ženske, čeprav ženske zdaj tudi v dolini štartajo. Bravo. Letos seveda greš tudi na to dirko, jasno. Sam letos je pa problem, ki je pa isti termin, ki je Ratitovec, je tudi Evropsko prvenstvo. Ja, res je. Nekje bom manjkal. No, ampak so že pri Ratitovcu, kje lepe spomine ima še na nek drug naslov, ne? Jaz sem bral članek, kjer so pisali, da so v Hrastniku naredili sprejem za dva prvaka. Enega evropskega, to je bil Kauzer, ja, v kajaku, pa za svetovnega veteranskega prvaka Mirana Cveta, ki je ta naslov osvojil. Kje? Mi razloži, Miran, še za poslušalce. To svetovno prvenstvo veteransko bilo isto na tej progi na Ratitovec. To je bilo leta 2018. To je bila spet ena nepozabna tekma. Bili so tekači iz celega sveta in sem postavil, ker veteranske kategorije se začne pri 35 letih. 35 naprej imaš kategorijo od 35 do 40, ampak jaz sem takrat postavil najboljši čas vseh kategorij. Absolutno. Najboljši čas dneva. Mislim, ampak to zdaj ni več heca, ne? Tudi če je veteransko prvenstvo, ok, mogoče ne pride lih Smetana svetovnega gorskega teka, pridejo pa to tekači, ki so bili svoje cajte tam, ne? In tle zmagati absolutno. Si že vedel, si računal, recimo, da boš zaradi poznavanja terena ali česa drugega med favoriti, si kaj poznal konkurenco ali si jih spoznal šele na dirki sami? Pač konkurence tako nisem poznal, ampak vedel sem, da Italijani bojo najboljši. Tam je, Italiji so najboljši tekači bili, čeprav zdaj zadnje leta so prišli Kenijci, pa Ugandci, so bolj Afričani malo zavohali, da se da, niso več Italijani najboljši in pač vedel sem, da moram Italijane premagati in čeprav v svoji kategoriji sem pričakoval zmago, ne, ampak za absolutno, da bom najboljši čas dneva postavil, pa nisem bil čisto 100%. In okronali so te za svetovnega prvaka, je tistemu sledila, si dobil še kakšno dodatno priznanje temu, na čas si takrat postal tudi gorski tekač leta, ali to si že prej? Ne, to sem prej. Gorski tekač leta sem bil 2015, 2016 pa 2017 sem bil gorski tekač. Takrat naprej, od 2018 naprej pa Timotej Bečan bil gorski tekač leta. Mislim, ja, sej, fajn naslednika si dobil, jasno. Recimo, da bi pred leti osvojil medaljo na Evropskem prvenstvu, vendarle si baje takrat skoraj prehitel Turka Arslana, ki je bil znan potem, da je osvojil več evropskih naslovov, pa v tisti tekmi potem ni mogel. In si ga skoraj ti še prehitil, a ni bilo to na Evropskem, kaj ne da? Ja, na Veliki planini. Mislim, kaj ti manjka še v vitrinah, kaj bi si še želel osvojiti? Ok, mogoče si zdaj že malo opustil kakšne cilje, ampak kaj bi bil še lep dosežek, recimo, za tekača tvojega kova? Ja, to je pa težko reči. Pač zavedam se, da te boljši časi so minili,
tako da, ko bi si želel, ne vem. Najbolj si želim, da bi bil zdrav, pa da bi bil del te scene tekaške, ko se zdaj ta gorski tek se zdaj spreminja v trail sceno, ne. Itak gorskih tekov ni več, zdaj gre vse v trail, tako da pač da bi bil del tega, pa da bi brez poškodb, pa kako dobro tekmo, itak pa vem, da kaj velikega pa več zmagati ne more. No, konkurenčen, doma si še konkurenčen, no, mislim, kakšna tekma imaš še ogledano, kamor bi šel, pa bi po mojem lahkoto še zmagal, no, če sva že pri tem. Ali pa večino Ne, ni. saj, če tako gledam v Sloveniji, vsak vikend imaš 10 tekem, ko bi lahko šel Res je. v soboto in nedeljo na tekmo, pa bi zmagal. Pač bi že našel tako, ampak pač ni mi to cilj, ne. Rad grem nekam, ko še nisem bil, in zdaj me privlačijo ti traili 20-kilometrski, tako da. Pa mogoče, tako kot sem rekel, imam željo ljubljanski maraton 42 odlaufati. To je ena taka tiha želja. Ampak to predvsem zaradi sebe bi šel, da vidim, kak čas lahko postavim. No, Samo zdaj, okej, saj se pri ljubljanskem maratonu pa takole reče, a ne, zato da najini poslušalci, najine gledalke, a ne, da bodo mislili, ja, da si gorski tekač pa na cesti. Miran Cvet, pazite zdaj to, je pri 55 odlaufal desetko v Ljubljani v 33 minutah in 9 sekundah. Ja, tako je, ja, pred njim je bilo, mislim, da samo 11 tekačev, od tega ga je komaj prihitel Žan Rudolf, neznani, rekel, atlet na stezi, ja, za par sekund, no. Pa še par let nazaj si polovičko tudi že odtekel in to dajva reči, kar s podobnem času, 1 ura in 10 minut, tako da ne vem, kaj bi rekel na maratonu, ampak imaš kar potencial. Ja, po moje, če bi, mislim, sej itak, mogel bi se pač pripraviti malo daljše te teke, bi mogel teči, sej, če sem, isto sem takrat mislil, da 21 ne bom zdržal, zastavil sem si cilj 1:15, sem ga skoraj za 4 minute popravil, mislim, da bi se dalo, ampak mogel bi spremeniti trening. Bi lahko odlaufal maraton. Ker tisto pa imam v sebi, da bi po pamet začel, to imam pa toliko izkušenj, da edino zdaj ne vem, kako bi kaj, da ne bi do kakih krčev prišel, edino to me malo skrbi. Drugače pa bi se znal pripraviti. Kaj je bil zate dober rezultat na cestnem maratonu, recimo, Miran? Ja, bi rekel 2,5 ure. Če bi 2,5 ure tekel, bi bil vrhunski. Za sebe. Mislim, to bi pa bila, bom rekel, najboljša zgodba. Evo, in bom zdaj navijal za to zgodbo, ja, da je Miran Cvet na maraton, odteče 2:29 in zmaga v državnem prvenstvu. Ja, recimo, ja, pri 57. To bi pa bila zgodba, ne. To bi pa bila zgodba, tega ni uspel niti Romanu Kejžarju, ja, pa je rekel, da bo pri 55 postavljal svetovni rekord v maratonu, pa potem se mu ni šlo, ker je mu več preveč drugega dela. Saj najbrž veš, da so zadnja leta Slovenci zmagovali na državnih prvenstvih s ravno takimi časi tam, pod 2:30 ali pa celo nad 2:30, ja. Ja, poznam, ampak tako, kot sem rekel, mislim, da ne bo to slišati. Pač jaz bi rekel, maraton tekel samo, isto sem šel 21, samo da vidim, koliko sem sposoben iti. Isto sem šel lani, sem rekel, grem 10, vedel sem, da tam 33,5, da bi znal. Šlo se samo zaradi tega, da vidim sam pri sebi, koliko lahko grem. Isto bi se pripravil za maraton, ne glede, a sem 5. ali 10., kak čas lahko postavim. Svetovni rekord, to sem šel pol prav gledati, a ne. Jaz sem rekel, ko sem videl tvoje rezultate na cesti, sem gledal svetovne rekorde v kategorijah nad 55 pa 60, a ne, recimo M55 svetovni rekord v polovički je 1:10, da M60 je 1:11, recimo, a ne, potem maratonski, pa mislim, da je zdaj tam okrog 2,5 ure, M60, se pravi, če zdržiš še 3 leta na sceni, a ne, pa greš potem maraton v 2 urah 30 odlaufati, boš postavil svetovni rekord. Kaj hočem reči namreč, a ne, Miran, da si vendarle, a ne samo v gorskem teku, tudi na cesti zelo
štrliš iz povprečja, rekel, svoje generacije, tudi v svetovnem merilu si, če bi šel na kakšno svetovno prvenstvo, recimo, tudi obstajajo veteranska svetovna prvenstva na cesti ali pa v atletiki, bi lahko še kakšno medaljo pobral. Ja, po mojem bi lahko, sem pač ni mi to prioriteta. Nisem nikoli razmišljal, da bi šel na kako cestno prvenstvo ali pa tako atletsko. To na Ljubljanski maraton grem predvsem zaradi tega, ker tukaj iz Hrastnika gre ena ekipa mojih prijateljev in me skozi vabijo, predvsem zaradi njih grem na tekmo. Pač, da postavim en dober rezultat. Se pol malo podružimo, pa malo po teku, malo poveselimo in to mi je prioriteta. Čeprav zdaj, če bi se hotel za maraton pripraviti, zdaj pa velika verjetnost, ki bi mogel povečati število kilometrov tekaških na asfaltu, da pride do kakšnih poškodb. Zdaj najditi, to bo kar problem. Mislim, da bo kar problem. Zdaj, evo, rekel si, imaš mogoče popolno kombinacijo treninga. Tečeš v klanec, malo na cesti, kolesariš. Najbrž je tudi to, bom rekel, recept, da ne preobremeniš kakšnih vezi, pa kolen, pa kit in tako naprej, pa da se ne poškoduješ. Kaj še počne Miran Cvet za regeneracijo? Imaš masaže, imaš ogrevanje, imaš raztezanje, se sam valčkaš. Kaj počneš, da ohranjaš svoje telo pri skoraj 56 prožno, živahno, hitro in močno? Ja, delam razne vaje, čeprav ko si malo star, vidiš, da nisi več tako prožen, pa ves si zategnjen, pa probleme imaš že s hrbtenico. Ampak predvsem gledam na to, da če imam danes en težek trening ali pa tekmo tekaško, grem pa mogoče en dan, dva bolj na rahel teč, pa malo več na kolo. Ker ti bi z dneva v dan teku, po mojem ne bi več tekel. Bi že zaradi poškodb nehal. Tu sem pa, bi rekel, polovico časa sem še na kolesu in s tem se, pa tudi opažam, da je zdaj veliko takih tekačev, dosti tekačev zdaj že na kolesu. Tudi atletičarjev. Mislim, zelo zanimivo, kar si dejal, ja, res, še atleti svetovnega kova ali pa atletinje, sedajo na kolo in gonijo za regeneracijo, pa za nabirati kakšne prazne kilometre, namesto tega, da nabijajo asfalt. Zelo zanimivo, ja. Se pravi, ti res poslušaš, če te prav razumem, svoje telo, da ko začutiš, da nekaj, recimo, bi šlo v napačno smer, se tega lotiš takoj in nemudoma. Ja, predvsem to. Kot čutim, mislim, zdaj se že vse prve leta v teku sem imel grozne probleme, ampak zdaj pa že točno vem, že čutim zadnjo ložo, se pravi, jutri grem na kolo. Tako da, predvsem to je na prvem mestu, da najvažnejše, da poznaš samega sebe, ker noben trener ti ne more vedeti, kako se ti počutiš, pa v glavnem samega sebe moraš najbolj poznati. Pa še kot zanimivost, da povem, tole, ki smo rekla za atletičarje, da grejo na kolo. 30 let nazaj, ali pa ne koliko, ali pa 20 so govorili, vrhunski tekači, kolo, tu je strup za tekača. To te upočasni, pa pol ne moreš. Ampak zdaj pa vidim, se poškodujejo, pa lahko kolesarijo. Zakaj niso prej pred poškodbo že vmes malo kolesarili? Poznam dosti teh primerov. Jaz bom zdaj vsakemu rekel, če hočete vedeti, kaj je recept za dolgoživost, pa za športno udejstvovanje tudi po 50. ne brati Joela Frila, pejte pogledati Mirana Cveta, kaj počne, pa boste videli, kaj pravi recept. Zato ne pretiravati, vključevati malo manj impacta, malo več, recimo, eni so laufali pa po bazenih, pa tisti aqua jogging se šli, ampak kolo dan današnji, posebej v Sloveniji, ko imamo toliko enih poti, ker te, čeprav, tebe so povozili, so te zadeli, ampak še zmeraj se da dokaj varno kolesariti v Sloveniji izven nekih hudo prometnih cest, pa nabrati tiste kilometre, ne da bi pač ogrožal svoje življenje pač na cesti. Se da, ja, mislim. Miran, kje so tvoji najljubši tekaški, kolesarski tereni? Daj mi malo zaupaj. Če bi tako rekel, če imajo Ljubljančani probleme, ker ne morejo klanc teči, imam jaz drug problem. Jaz sem tukaj v klancu, da ne vem, zjutraj vstane, bi šel danes Kav, Mrzlico, Gore, Kum, Kopitnik, Sveto planino, na Javor.
imam problem, že včasih, da ne vem, na kje hrib bi šel. Tako da to ni problem. Kolesarim pa zdaj zadnja leta večinoma za regeneracijo, tako da je bolj po rovnem kolesarim. Tako da ker je kolo zdaj za regeneracijo namenjen, ni zdaj tistih specifičnih Klancov in kolesarskih. ja, tako. Knap trail, evo, katerem si bil pred kratkim, je potem praktično tvoja domača dirka, ki bi jo lahko z zavezanimi očmi odtekel rikverc. Ja, jaz sem zdaj zadnja leta tekel predvsem te traile 20-kilometrske, ta knap trail je pa 30 kilometrov, ti bil pa spet ena stopnička višje, tako da pač sem se odločil, grem to 30-ko, malo me je sicer skrbel, kako bo s krči, ker zadnjih 7 kilometrov je bil spust, nisem vedel, ko bo nisem spustil, ampak sem čisto v redu preživel, čeprav glede na to, da je bilo 5 stopinj, pa zelo je dežval, pa pihal, v glavnem sem tistih 30 kilometrov ni bilo nič enih velikih posledic. 2 dni malo boleče noge, drugače pa sem čisto v redu zdržal. Kdaj si se, kako je potekala tekma? Zmagal si, dokaj suvereno, si tekel najprej v skupini, si se kmalu odlepil, kako je vse skupaj izgledalo? Ja, od začetka nas je bilo 4-5, zraven bil tudi en Italijan, lansko leto zmagovalec, po 3 kilometrih, ker bil je pa prvi del 10 kilometrov, je bil večinoma do vrha Mrzlice, je bil večinoma klanec. In seveda do vrha Mrzlice si moram čim večjo razliko pridobiti, ker je pol dolg spust. Tako da po 3 kilometrih sem šel naprej, sem pol na vrh Mrzlice imel že 2-3 minute prednosti, po na spustu sem pa že nekaj, sem se malo potrudil, ker če je treba, tudi zelo dobro tečem, ampak če se le da, ne grem na polno, tukaj, da imam zmeri tisto, če se le da, da malo prešparam, tudi malo bolj za koleno, pa za hrbtenico, ne moram zdaj vsako tekmo iti pa na polno navzdol, ker jaz bi rad dolgo tekel, tudi do prve mesti. Koliko padcev se ti je pripetilo že na tekmah takih, ali si še zmer okreten kasrnjak, pa ti rata ostati na nogah? Na tekaških tekmah, da bi rekel, da sem padel, večje probleme na treningu, ampak to ne na unem, tam so korenine, kameni, tam sem previden. Koliko je že taka lepa pot, je pa kak mehna gorinca, glih 3 dni nazaj sem se spotaknil po padu. Tudi koncentracija popusti. Klasika. Koliko tekmo pa ne. No zdaj, a si praviš, si odtekel vse omembe vredne gorske teke v Sloveniji, no zdaj si prešaltal, prestavil se počasi na traile. Trailov je nešteto mnogo, vznikajo kot gobe po dežju. Kako ti gledaš, bom rekel, kaj si zraven, zdaj že nekaj cajta, ko si ti začel z gorskimi teki, so bili traili, bom rekel, še zelo v povojih, no zdaj se praktično govori samo še o trailih, veliko celo gorsko-tekaških tekem se je preimenovalo v traile, pa se je dodalo kakšne razdalje. Kako ti gledaš na ta razvoj nasploh? Mislim, glede tega, glede stališča gorskega teka, sem tega zelo vesel, ker gorski tek se zdaj v 10 letih, ko sem jaz začel, to se zdaj razvija, ker zdaj bi kar naenkrat vsi traile laufali, tudi oni, ki so 30 let po gostilnah sedeli, oni bi zdaj traile laufali. To se zdaj nenormalno razvija. Ampak sem pa jaz osebno, sem proti unimi traili za 70-90 evrov štartnine, jaz na te traile ne hodim. Pa tudi par mojih prijateljev, gorsko-tekaških ima isto mišljenje. Jaz hodim na unije traile za 20-30 evrov, to je to, ali pa če me kam povabijo. Te visoke štartnine pa... Hočeš reči, da kakšne licencirane v narekovajih tekme, visoko leteče, ki dejansko svojo ceno višje postavijo, ki so mogoče bolj komercialno zastavljene, niso, bom rekel, tvoja izbira, imaš rajš manjše zadevščine, take ljudske, srčne zgodbe, ki se dogajajo v nekih sredinah vaških? Ja, po eni strani imam raj takšne teke, drug problem je, da jaz te štartnine, razen te pokalne tekme, gorske teko mi plača klub. Vse ostale štartnine si sam krijem. Zdaj si ne morem s to slabo delavsko plačo privoščiti, ne vem, trail v Kranjski Gori za 70 evrov. Štartnino, si ga ne morem privoščiti.
tako je, ne. Ker to je zdaj taka komerciala nastala, da ne vem, kam to pelje. Ja, in tudi naval, ja, in povpraševanje, ja, bova rekla, presega ponudbo in temu primerne so tudi potem cene, žali bog. Tako je zdaj tudi na terenu, nič ne kaže, da bi se zadeve umirile. Zdaj, kakšen trail, ki ga letos si že ogledal, pa bi ga res rad videl v Sloveniji, pa še nisi tekel na njem, je kakšen tak? Ja, kako povem zdajle. Jaz se to bolj tako sproti odločam, ne. Da vidim, če me kaj boli ali pa ne vem. Pa dosti hodim kaj v Italijo gremo, na kake traile ali pa na Hrvaško, tako da bi zdaj rekel, da sem si v Sloveniji kaj glih ogledal, se zdajle ne spomnim. Ne vem. Na Hrvaškem, kjerga si dobil? Mali Lošinj, kje si bil na prvi stopnički? Na Cresu pa na Lošinju, pa dol, mislim, zanimivo, dol ima še zelo nizke štartnine, ne. Primer, zdajle bom šel, marca bom šel na en trail dol v Žumberak, imaš opcijo 30 € štartnina. Imaš pa opcijo 15 € štartnina, brez tistih makaronov pa brez majice. Itak imam majic že 100, tako da za 15 € bom trail odtekel, čas mi bo izmeril, to je to, ne. Ja, boš zmagal, pobral pokal, je rekel, lepo se imejte, a ne, se vidimo drugo leto, se res praviš, polne škatle teh medalj pa pokalov, kam pa daješ majice, Miran, na Rdeči križ ali kako? Ja, včasih so bile one bombažne majice, ne, saj mogoče se malo smeh. Ja, ne, pa super so bile, tiste majice so bile super, ker si jih lahko nosil tudi za v mesto, a ne. Ja, pa še, mi smo jih uporabljali kolesarji, one majice bombažne, da smo kolese čistili. So bile dobre. To nove, moderne, je pa tak material, da ne moreš z njim kolesa brisati. Čeprav mogoče je nespoštljiv do organizatorja ali pa saj pač po 10 letih, ko ti leži majica v omari, pa boš drugega, ko jih boš, se jih ne moreš. Saj uporabiš jo, tako ja, tako. Teh majic pa toliko nabere, da ne moreš uporabljati. To je res, ja, dragi organizatorji, ja, s temi majicami, ne pretiravati, dajte še kakšen drug kos obleke raje, ali pa kaj drugega, no, saj tekače marsikaj prav pride, ja. Če lahko prekinem. Izvoli. Zdajle že na parih tako tekmah nogavice, dobiš namesto majice nogavice, to je pa veliko boljša ideja, ne. Ker nogavic gre pa ogromno, ne, par treningov tekem pa je luknja, ne. Tako da je veliko boljša opcija so nogavice. Evo, tako, na prijavnice, spoštovani organizatorji, dajte nam velikost majice, velikost noge, tako, pa bodo vsi mislili, da bodo dobili copate, dobili bodo pa štumfe, kar je še boljše, a ne. Ja, ker štumfov več znucaš kot copat. Miran, veliko sem povedala, zanimiv človek si, športnik, res fascinanten, no, bom rekel, zimzelen. Daj mi povej, dajva za konec še obdelati to, zanima me, vem, pri 56 si živahen, vidim te, da pa še moder zdaj z vsemi temi izkušnjami. Kaj pa glavna razlika izpred 10 ali pa 15 let, tudi ko si še kolesaril? Kaj si na svojem telesu, mislim, opazil? Da rabiš, ne vem, več počitka, več spanca, več raztezanja, da rabiš biti bolj pameten, ne tako se zaganjati, da moraš pri prehrani morda kaj paziti. Kaj je bistveno, oziroma če morda pri tebi niti ni kaj bistvenega, glede na to, kako hiter in še vzdržljiv si? Ja, največja razlika, ki sem jo opazil, je to, da sem veliko bolj neukreten pa neroden. Pač včasih najmejšna korenica, pa se že spotakneš, ko 20 let nazaj se to ni dogajalo. Tako da bi rekel, bolj sem neroden, tisti gibčen pa to, itak nisem bil nikoli, ne vem, koliko te bi zdaj raztegljiv, ne. Največji problem je zdaj, ko z leti padeš, postaneš bolj neroden, to je največji problem. Vse ostalo, prehrana, no, vem, da si govoril, da pač s prehrano se nisi nikoli dosti ukvarjal tudi zaradi tega, ker nimaš težave ne s kilogrami, ne z ničemer, pa vendarle, ne si kaj pazljiv pri tem, da v tvoje telo, ne, dodajaš dovolj hranil, da mu še uživaš kakšne prehranske dodatke, vendarle, ne, vitamine, minerale, kaj drugega, ali si še zmeraj, bom rekel, bolj prosto Prešerno? Tako, v prehrani sem imel zmeraj bolj precej rezerve, nisem se zdaj
poglabljal, sem tako jedel, pa še kar jem večinoma vse, pač masnih stvari, pa tega se izogibam. Jemljem, edine dodatke, ko jih jemljem, so te multivitaminske tablete, minerali, vitamini, pa mogoče kdaj kak protein shake, drugače pa taka normalna prehrana, nič preveč nekompliciran, da bi zdaj jedel makarone brez omake, pa ne vem. To je pride poštev za profije, za nas, mislim, da ne. Da bi se zdaj tukaj odrekel, kot tudi kak pivo, če spiješ, to ni nič slabo. Ne škodi ravno. Ja, imaš prav, ja, to je čisto zdrav pogled, se mi zdi na vse skupaj, no, konec koncev, če si že rekreativ, oziroma ti si eden boljših rekreativcev, praviš tekmovalen si, kot sem te poslušal zadnjo uro pa četrt, si tudi, rekel, dokaj sprijaznjen s tem, da ne boš večno zmagoval, da bodo prišli mlajši in da se boš vendarle z njimi boril, dokler bo šlo, ampak da boš priznal, bom rekel, tudi da so drugi boljši, da prihajajo boljši. Imaš recimo s tem staranjem kakšno težavo ali pa z dojemanjem tega, da pa nekoč pa ne bo morda tako šlo, ali si pač s tem že razpucal in razdelal? Ja, težko je se s tem prijazniti. Kdo bo rekel, da to ni res? Vse je težko sprijazniti, pa ne glede rezultatov, ne, da pač v nekaj vsi čas zmagal, jih zdaj ne moreš. Glede tega, da če si čas tukaj en klanec tukaj teku domač na treningu, zdaj ne moreš več. To je malo težje, ne, pač staramo se, ne. Sej, jaz zdaj pač jaz grem zdaj na tekmo, zato da srečam prijatelja, Timoteja, Klemna, pač vse ostale. Se malo pogovorimo, pa tako, grem rad na tekmo, ne, zaradi tega. Sprijaznil sem se pa, ne, sej, tako je. Sej preko tega ne moreš. Ker če se ne bi sprijaznil, pa je bolj, da takoj neham. Ker nehal pa ne bom, ker pa mi bo pa dolg cajt, ne. Nekoč si dejal, da boš hodil na tekme toliko časa, dokler ti bo zdravnik rekel, da še lahko, če ti bo rekel, lej, zdaj imaš pa na srcu šum, pa eno aritmijo slišimo, boš pa nehal, ali kako? Ja, to bi pa takoj nehal. Ampak zaenkrat ti ni sledu o tem, da bi bilo s tvojim srcem karkoli narobe. Ja, zaenkrat ne, lahko pa, ker imam tamle prijatelja soseda, ki je tu čez noč prišel, ne. Tako da pač, sej tudi, če bi bil pokadil, mogoče pa ne bil več živ, ne, tako da pač tako je, ne. Sej, če ti pa zdravnik enkrat reče, čeprav zaradi želodca mi je rekla zdravnica, da ne bi smel več kolesariti, ker imam probleme z želodcem, ko sem tako, mi pa več na prepolno pritiska, ne. Ampak to ni toliko zdaj življenjskega pomena in se pač tega ne drži. No, sej, verjamem, da zdravnica tega ne bo gledala, ne, pa da te ne bo jutri klicala pa rekla: "Cvet, sem ti rekla, da nehaj, zdaj si pa priznal, da to kršiš, ne bo, na tekmo ne pride, pa naj se pomeri." Miran Cvet, super sogovornik si, zdaj, okej, gorsko-tekaški krogi te poznajo, v klubu KGT Papež si že ves čas, ali kako, te je tudi Dušan povabil zraven, si sam šel tja zaradi nastopov in tako naprej? Ja, prvo leto 2014 sem začel teči, ne, ko sem me povabil v reprezentanco, sem se mogel včlaniti, ker si mogel biti član atletskega kluba, če hočeš iti na svetovno, ne. In pol nekdo mi je rekel, pojdite k Papežu, ne. In mi ni bilo žal, res, to so pa pravi ljudje, tako da živijo za ta klub, ne. Bi rekel, družinski projekt je to njihov. Bravo, to je res in to že z Grintovcem na čelu, tisto znamenito tekmo. Ja, si kdaj tekel Grintovec? Grintovec pa nisem nikoli tekel, ker je pač isti termin bil, ko sem v bistvu vsak let na morju. Ampak kot zanimivost, en let sem pa rekel iz Cresa, da bom šel zvečer na trajekt, pa pol se peljal kje v Kamnik, potem prespal, pa drugi dan na teku na Grintovec, ampak bi pa glih 2 dni prej v hrbtu ušenil, ampak jaz sem rekel, to je bil en znak, da to je brez veze. Zakaj bi si jaz, ne res, zakaj bi si jaz dopustil nič, da bom zdaj šel na Grintovec, ne. In jaz pravim, to je bil znak, da brez veze. Čeprav mi je žal, da nisem šel nikoli na to tekmo. Ja, mogoče se, nikoli ne veš, mogoče se kdaj še vrne, lej, a ne. Pa bo mogoče kdo drug prišel, pa
temeljih neke tradicije, spet neki postavil, res dobra dirka. Jaz sem jo imel čast enkrat odlaufati in lahko rečem, da je bila, a ne, kar peklenska, da je zalival. Kako pa ti to trpljenje, saj to je tudi malo genetike, ali kako dojemaš, recimo, trpiš, ko žival, v kakšen klanca, ne, kaj si takrat rečeš, kako si, je tudi nekaj v glavi, imaš telo natrenirano, ampak glava ne sme popustiti. Kaj si takrat rečeš, kako se mentalno prepričaš, ali pa kaj si pred štartom rečeš, imaš kakšen ritual, imaš v glavi kaj, preštevaš, ne vem, konkurente ali odštevaš sekunde, kaj počneš, da premagaš to materijo? Ja, jaz bi rekel, taktiko tekme, kako sem lotil, glede na profil, pa to že zvečer, ko se ležem v posteljo, malo tako prediram v glav, pa kje bom. Tako bi rekel, pred štartom bi pa rekel, da imam skoraj tako prazno glavo, da nič glih ne razmišljam, samo tisti je čim prej do cilja, ne. Tako med tekmo pa itak vsak trpi, ne, ker ta gorski tek, to je samo en trpljenje, ne. Kako premagaš to bolečino, da čim manj v njej razmišljaš, ne. Mogoče si včasih vse kako pesmico, en refren se ti skozi v glavi vrti, primer. Da bi pa to zdaj razmišljal, koliko je težko, pa koliko je hudo, pa koliko je še do cilja daleč, to pa ni glih najboljši recept. Imaš prav, ja. Terja pač vse skupaj posebnega človeka. Je tvoja žena začela teči zaradi tebe ali zaradi same sebe? Ja, zaradi mene, ona izhaja iz družine, ki so totalno nešportniki, in pol je začela malo kolesariti z mano, pa imela je hude zdravstvene težave, tako da, ampak se bori, pa gre z mano, pa jaz grem tudi ko gremo na Hrvaško, imaš 3 proge, jaz grem 200-kilometrske, gre 8, pa se imamo fajn, pa pol uživam. Bravo, to je to, družinski šport. Miran, daj mi še povej za konec, no, mislim, sej, ko greš, laufaš čez Hrastnik, pa zdaj te poznajo najbrž, v lokalnem okolju vsi ene vrste, bom rekel, športna zvezda, prepoznavno ime, prepoznaven glas in stas. Te ustavijo kdaj na ulici, te pozdravljajo ljudje, ki jih ne poznaš in tako naprej. Vendarle si v športu, vsaj v lokalnem okolju, pa tudi v slovenskem, pač že pustil en večji pečat. Tako me dostikrat vidijo, vejo, kdo sem, me dostikrat kdo kaj vpraša, pa kako sem, pa kje sem bil. Čeprav bi rekel, ko sem jaz pa začel, so to vsi čudni, pogled tega, ampak zdaj pa vsi oni, ki so včasih čudno gledali, mogoče so še več zagriženi, kot jaz, ne. Tako da časi so se zelo spremenili, predvsem pa v koroni, ne. Takrat, ko je bila korona, je ogromno ljudi, tudi po celi Sloveniji, pa tukaj v Zasavju vidim, začeli hoditi, teči, vse živi. Ja, si se ti kdaj po kom, zdaj jaz berem te članke, pa tudi novinarske prispevke, ker je zaznati spoštovanje, ne, pa ne samo zaradi tega, kar si dosegel, tudi za način, kot si to dosegel, pri letih, kot si to dosegel, a ne, zdaj ti si rekel, si zgled za marsikoga, tudi 50-letnika, ti si enkrat rekel, to sem si zapomnil, leta so samo izgovor za lenobo. Torej, a ne, tudi če si starejši, tudi če si 50 plus, to ni ovira, da ne bi šel ven, da ne bi stekel, da ne bi zagnal kolesa, da ne bi šel v hrib, a ne. Si se ti kdaj navdihoval, tako kot se drugi zdaj navdihujemo pri tebi? Pri kom? Ali si pač je ta šport v tebi, nisi rabil nekih športnih vzornikov? Ja, takrat sem se že v športom bavil, itak ni bilo interneta, športnih prenosov, itak ni bilo. Edino hodili smo v Trst, čez mejo, pa smo si kupovali italijanske kolesarske revije, pa so pa not listali, pa so bili Bernard Hinault, po unih so bili takrat, so bili naši vzorniki, ne. Da bi pa zdaj rekel, da sem pa pač glih se po kom zgledoval. Je pa dosti teh tekačev, zdajle ogromno v njih berem, ki so mi zanimivi, ne, tako da bi rekel. Kdo pa ti je okej, povej mi, evo, komu je Miran Cvet, za koga je, kdo ti je zanimiv, Miran? Ja, najbolj zanimiv mi je pri nas Timotej Bečan, smo zredno dobro prijatelja, imamo en tak podoben pogled na vse skupaj, tako da sem kar vesel, da sem ga spoznal.
V tujini imaš pa ogromno teh dobrih tekačev, čeprav sem bil zdaj ta teden bral, da so enega Norvežana, svetovnega prvaka v trailu, Stian Agemunda, so ga dobili na doping kontroli, ne. To je pa zdaj en tak črn madež, ne. Saj ko z tega bo, ne vem, ampak tako je. Ja, o dopingu nisem veliko govorila, ti si bil v športu, v kolesarstvu, ker je doping nasploh svetovno prisoten, gorskem teku, jaz nisem zaznal veliko primerov, pa vendarle praviš, da se že v trail zadeva seli. Imaš kakšno mnenje o tem, je ta zadeva predaleč, je tekmovalnost pa komerciala premagala, bom rekel, poštenje in čistost športa nasploh? Ja, zdaj, če grem z te strani, da letos pa lani so dobili ogromno kenijskih tekačev, teh cestnih, v doping kontroli, ne. Po gorskem teku je tudi čedalje več kenijskih tekačev. Se pravi, če je na cesti obstajal, po moje bo tu, ta trail bo zdaj šel samo še višje, ne. Ker tudi zdaj kandidirajo, ne vem, katerega leta, da bi bil olimpijski šport, bo še več tekačev, še bolj odmeven šport bo, in če boš hotel doseči dobre rezultate, boš mogel pač isto kot v vseh športih, ne. Saj treba kaj. Bodimo pošteni, denar in slava povlečeta za sabo pač tudi nepoštene prakse, to je to, nimamo kaj, mi ostajamo pač zagreti za tek, dragi Miran, cel kup enih vprašanj sem še imel zate, res tebi na čas sem oblekel reprezentančno majico, ker sem te na marsikateri sliki videl v tej zeleno-modri kombinaciji in ti prav pristaja, verjamem, da dobite te majice strani Atletske zveze vsak let vsaj nove, ali moraš to guliti leta in leta isto? V teh 10 letih bi rekel, 4-5 različnih, tako se je zamenjalo. Zdaj glih vsak let ne dobimo nove, pa mogoče od začetka, da sem mogel kako trenerko vrniti, ampak te hlače pa drese so mi postajali. Vsake 2-3 leta se zamenja logotip, pa mogoče barva. Tako. Da je majčkeno drugače, vse prav, vse tudi te zadeve se morajo spreminjati. Miran, jaz ti želim izjemno pač sezono 2024. Zdaj bom pač pozoren, posebej na te pregledne tekme, pa bom držal pesti, da vendarle mogoče prideš na še eno evropsko prvenstvo, da imaš pol vsaj 12, ker 12 je taka lepa, ducat nastopov. To bi bilo fajn, ne, pa ne pol z letom 25, pač mladci grejo, no. Sicer morda se srečava na kakšnem drugem teku, na Ljubljani na maratonu ali pa še kje drugje. Sem bil počaščen, da si bil moj gost, no, veliko sem slišal o tebi, ne poznava se v živo, ampak računam, da se kmalu srečava, ne, pač z legendo, bom rekel, slovenskega gorskega teka in teka nasploh. Dame in gospodje, sem imel čas govoriti urico v pol, mi je bilo veselje. Upam, da Miran še kdaj, da naslednjič pa najprej seveda v živo. Hvala ti. Hvala tebi. Srečno v Hrastnik, tako, če te srečam na kakšni stezici, da ti pomaham, tako, lepo se mej in hasta la vista. Lahko.